Konji že od nekdaj veljajo za izjemno čuteče živali, ki zrcalijo naše občutke, misli, razpoloženja. So izredni učitelji, zato so vedno pogosteje vključeni v terapevtske namene. Konji so najdlje časa uporabljani v hipoterapiji, predvsem v Sloveniji, je to najstarejša metoda, ki se uporablja. Ampak čedalje bolj prihaja v ospredje tudi te recimo pedagoške aktivnosti s konji, kjer se uporablja predvsem ta vidik, se pravi, kjer se krepi področja čustvovanja, vedenja, lahko tudi v psihoterapijah, zdaj lahko tudi v coachingih, team buildingih, tako da pri tem je pa v bistvu ta gibalni aspekt v ozadju, in so bolj v ospredju ravno te psihični vidiki. Terapija s konji je koristna za otroke in odrasle, ki imajo kakršnekoli telesne ali duševne težave. Hipoterapija še posebej ugodno vpliva na tiste, ki imajo težave pri koordinaciji gibov in kakršnekoli ovire pri komunikaciji. Ja, z naglušno deklico sem se srečala, ko sem bila na praksi v Nemčiji. V bistvu, ko sem jaz prišla, je ta deklica že občasno prihajala na terapije s konji oziroma terapevtske aktivnosti s konji. In delalo se je predvsem na tem, da bi ona pridobila na samozavesti, na boljši lastni podobi, samopodobi in pa tudi, da je vzpostavila neke prijateljske odnose, že samo s konji, pa tudi z ostalimi, ki smo bili tam povezani s konji. Prek tega je krepila socialne veščine, lažje potem tudi kasneje navezovala stike in pa zelo se je sprostila in izražala veliko veselja, ko je bila ob konjih. Zdaj, če govorimo o tem, kaj konji čutijo, konji čutijo v bistvu vse, kar se v nas dogaja. Konj lahko zelo dobro občuti, da smo mi res sproščeni ob njem, ali nas je strah, ali smo mogoče jezni, napeti. In v bistvu ona to svojo govorico tudi pove. Se mi zdi, da pri konjih in mogoče gluhim in naglušnim jih približa ravno to, da v bistvu konji ne razumejo naše verbalne govorice. Tako da mi ves čas z njimi govorimo neverbalno in vedno so v ospredju bolj druga čutila. Tudi intuicija, veliko je tudi na tem, vid, tip, gibanje, vse to je bolj v ospredju. Tako da se mi zdi, da mogoče ravno zaradi tega še toliko bolj blizu tej skupini uporabnikom. Terapije niso plačane s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, je pa bila hipoterapija leta 2003 priznana s strani Zdravstvenega sveta kot strokovna medicinska metoda. Cene se gibljejo med 20 in 30 evri za jahalno uro. Terapije s konji v razvitem svetu sicer že leta veljajo za pomemben del medicinske in psihosocialne rehabilitacije. Pri nas pa se ta praksa šele razvija. Terapevtske aktivnosti s konji bi priporočila v bistvu vsakmu, ki si želi nekaj spremeniti pri sebi. In ki mogoče si želi tudi drugačnega načina. Predvsem pa vsem tistim, ki si želijo res nekaj spremeniti v svojem življenju oziroma se boljše počutiti, navezati, lahko tudi samo navezati čisto nov prijateljski stik. Ogromno sem se naučila od konjev. Mogoče ne vem, če izpostavim tiste, ki mi prvo pridejo na pamet, je to, da je nekdo vedno tam zate, ne glede na to, kako se počutiš, kako si razpoložen, vedno je tam zate, če si le tudi ti nekako spoštljiv do njega in tam za njega. Konji niso le odlični učitelji, pač pa tudi spoštljivi spremljevalci, če jih tudi sami obravnavamo spoštljivo in smo do njih pozorni. Ob njih se lahko umirimo, premagamo strahove in naučimo sporočanja naših želja in potreb na neagresiven način.